Društvo gluhih in naglušnih Koper se nahaja v središču Kopra. Ustanovljeno je bilo 16. januarja 1955 in letos praznuje 60. obletnico delovanja. Idejna mati društva je bila Ljudmila Vuga, ki je bila tudi prva sekretarka. Prvi prostori društva so bili v stari tiskarni. Tam so si uredili pisarno, družabni prostor in čitalnico. Društvo se še danes nahaja v istih prostorih. Posebej starejši člani pravijo, da imajo zelo lepe čustvene spomine na začetek delovanja društva. Dobljeni prostori, govorimo o letu 1955 in 1956, niso bili najbolj primerni za uporabo, zato je društvo z družbeno denarno pomočjo in z velikim številom prostovoljnih ur članov, ki so vlagali svoje delo, svoje znanje in svoj prosti čas, te prostore postopoma uredilo. Skozi desetletja je društvo opravljalo svoje poslanstvo in to je pomagati gluhim in naglušnim na vseh področjih življenja in dela. V društvo so se srečevali na kulturnih, na izobraževalnih, na zabavnih in tudi na športnih prireditvah. Prvi predsednik društva je bil Franc Pribac. Najdlje je bil predsednik Igor Bordon. Ta je zasnoval prve dejavnosti in programe društva. Začeli so se tečaji slovenskega znakovnega jezika in takrat je društvo pridobilo tudi prvega tolmača za slovenski znakovni jezik, takrat je to bil gospod Dejan Bordon. Ko se sprehajamo skozi zgodovino društva, ne smemo pozabiti na dolgoletnega sekretarja Društva gluhih in naglušnih Koper, sedaj že pokojnega Milana Gojaka, ki je bil dejaven v življenju in oblikovanju društva kar 24 let. Skozi zgodovino društva se je menjalo precej sekretarjev in predsednikov. Vsak je v življenje in delo za gluhe in naglušne doprinesel nekaj novega in dobrega, zato se zahvaljujemo vsem. Danes je Društvo gluhih in naglušnih Koper medobčinsko, saj pokriva občine Južne Primorske. Društvo ima status društva v javnem interesu in status invalidske organizacije. Društvo šteje čez 300 članov in za voljo njih in za njih izvajamo posebne socialne programe. Zaradi posebnih socialnih programov, ki jih društvo izvaja, se gluhi in naglušni kljub komunikacijski oviranosti lažje vključujejo v življenje in delo.
Društvo je na kulturnem področju zelo dejavno že od leta 2010. Med člani društva je veliko dejavnih in uspešnih športnikov. Med najbolj prepoznavnimi dejavnostmi med člani je družabništvo.
Ali. Pomagala razna gospodinjska pomoči, osebna nega, skupaj smo šli v trgovino, pospremila zdravniku, ambulanto, služabništvo. Začetek je bil naporen, ampak to delo sem opravila z velikim zadovoljstvom, s tem izkušnjami, ki se jih pridobila v Društvu gluhih in naglušnih Koper. Sedaj koristno uporabljam v sedanjih službah. Člane društva na njihov drugi dom, kot radi poimenujejo svoje društvo, vežejo številni lepi spomini. Mi smo tu eno imeli, ki bi mogoče za naš program, da je vključeno neko delo kasneje. Ne bom zamenjala, ki da ne veš, srečaš. V društvu sem že dolgo let, in sicer približno 20 let. In rad obiskujem prostore Društva gluhih in naglušnih Koper zaradi družbe, da se lahko obiskujem z njimi in da se lahko tudi komuniciram.
Društvo mi nudi različne informacije, tudi druženje z gluhimi in naglušnimi, tudi, ko bi rekel, prosti čas lahko uporabljam tukaj. Tako da zelo rad obiskujem prostore društva in tudi imam rad gluhe in naglušne in tudi oni imajo radi mene.